Dober dan vsem tukaj, kjerkoli ste. Tole je knjiga Rozimnica, v kateri je kar nekaj različnih pesmi in zgodb in ugank, ki sem jih v svojem ne tako kratkem življenju napisal. In vam jih bom nekaj predstavil, nekaj si jih boste pa, če vam bo veselje dalo ali dopustilo, ali ga boste imeli, si boste pa sami jih prebrali. Bom pa začel kar z eno tako zelo problematično pesmijo, ki jo sploh nisem hotel napisati. Sem namreč nekoč razmišljal, o čem bi še lahko napisal, kakšno lepo pesem za otroke, pa se nisem ničesar spomnil, ker zmeraj potrebujem eno temo, da najprej vem, o čem bi sploh rad pisal. No, in enkrat nisem vedel, kaj bi to lahko bilo. Potem sem šel pa skozi mesto, bilo je poletje, okna so bila odprta in v enem stanovanju je bil radio zelo na glas in po radiju so bila obvestila. Jaz nisem teh obvestil poslušal, sem pa razmišljal še zmeraj, o čem bi napisal kakšno zelo lepo pesem za otroke, na kar se mi je kar naenkrat zazdelo, da so pri obvestilih rekli: ob Gravževem dnevu bo ob 10 gnojeva maša. No, jaz sem vedel, da to ne obstaja, ne Gravžev dan, ne gnojeva maša, oziroma tudi če bi obstajalo, ne bi o tem govorili po radiju verjetno. No, ampak sem pa vseeno zelo na hitro napisal tole pesem, tule je slikca, če jo mogoče vidite, ne. Iz te pesmi, pesem gre pa takole. Ob Gravževem dnevu bo ob 10 gnojeva maša, po njej tekma v riganju in sploh, kdo se gnusnejše obnaša. Opoldne bo frcanje smrkljo v tarčo, potem bo počitek, ob 2 bomo videli, kdo zna pripraviti bolj odvraten napitek, ob 3 bo umetnostno valjanje v blatu, čemur sledi ob 4 na bližnjem smetišču iskanje najgrših smeti. Ob 5 bomo ocenjevali najbolj bebave poglede, ob 6 bo slovesen izbor najbolj svinjske besede, ob 7 bo požrtija, med njo bo tekma v bruhanju v daljavo. Ne zamudite, pridite vsi ob Gravževem dnevu v Ostudno Dobravo. Tako, to je takale pesem za uvod, da boste videli, da vas čaka marsikaj čudnega. Zdaj pa bom skušal najti kakšno prijazno, pa jo ne najdem samo eno lovsko, ne. To je pa ena lovska pesem, ta je pa nastala tako, da sem, enkrat se je moj sin, ki je bil še zelo majhen, se je z besedami igral, pa je rekel: lovec jaka, merjasca čaka, se mu je to zdelo zabavno, ko je rimo našel, ne. In sem jaz potem iz tega sestavil tole pesem lovska, ne. Na drevesu skrit prav zvito, s puško s šibrami nabito, neustrašni lovec jaka, celo noč merjasca čaka. Ko se za koruzno polje, kjer končuje se obzorje, krade temno rdeči svit in začenja se danit, je vse tiho. A tedajci skočijo iz gozda zajci, 4 volki, 2 medveda, 5 merjascev in seveda še fazani in lisice, polhi, svizci, prepelice, gamsi, jazbeci in srne. Vse to se na jaso zgrne in vsi imajo lovske obleke, čisto prave, v barvi smreke. Preden jaka puško opali, že ga zgrabijo živali in ga nesejo skozi gosto, skoraj neprehodno hosto, do velike kraške jame, kjer sred največje dvorane, okrašene za gostijo, ga na mizo položijo in zatrobijo v rog. Jaka gleda. Vse naokrog so po stenah čisto prave, od resničnih lovcev glave. Ko to vidi, se zbudi. Najprej sploh ne ve, kaj bi, potlej gre pa kar domov in nikoli več na
lov. Upam, da ste razumeli, da ste si predstavljali, ne vem točno, koliko sem bil slikovit. No, ne bom počakal, da mi odgovorite. Ja, tukaj na začetku so same pesmi, ampak recimo tale, ki se boste naveličali, kar povejte. Tale je ena taka pesem, ki se jo morajo, mislim, da celo v šoli učiti ali pa jo vsaj poznati. Je pa to zelo žalostna pesem za vse, ki se jim smili mleko. Ne? Tako je tudi naslov pesmi, Mleko. Ko iz tetrapaka v lonec priteče, mleko zasliši nekoga, ki reče: takole, še malo, pa mihec bo vstal, zato že kar zdajle mu skuham kakav. Mleko od groze se skoraj sesiri. To ni mogoče, pri moji veri, da ob belino bom in ob okus, to pri moj duš je ostuda in gnus. A bolj, ko jezi se nad tem, kaj bo z njim, močneje od spodaj ga greje vroč plin. Jaz da kakav bom, nikdar nikoli, preveč sem ponosno, da to si dovolim. Je besno vzkipelo, iz lonca ven vstalo in belo in čisto se v svet je podalo. Do smrti bom mleko, nikoli kakav, je vpilo, še ko smo ga brisali stav. Tako, upam, da ste že videli, kako je mleko prekipelo, da razumete pesem. Če še niste videli, lahko prosite doma, da vam to pokažejo, recimo. Potem pa tukaj ena pesem pride, ta je pa zelo strašna, ima naslov Ustrahavanka in sem jo enkrat napisal za tiste otroke, ko sem ugotovil, da obstajajo otroci, ki si zvečer ne želijo zaspati in si ne želijo imeti prijaznih sanj in mirnega spanca, ampak bi želeli, preden grejo spat, gledati kakšno grozljivko. Včasih so taki otroci bili, no? To je že precej stara pesem, še predračunalniška pesem, takrat so si otroci na televiziji želeli gledati kakšne grozljivke, no, in sem potem ugotovil, da za take otroke namesto uspavank moramo uporabljati ustrahavanke. Ker če se po ustrahavanki otroku sploh uspe potopiti v spanje in zaspati, ima potem grozljive sanje in potem lahko celo noč gleda grozljivke in še sodeluje kot žrtev v njih, vse to brezplačno, če je seveda ustrahavanka močna, uspešna. Tale je bolj začetniška, tako da ne se bat. Mislim, da ne bo nikogar prav v grozo spravila, vsaj upam, da ne. No, gre pa takole. Malo zazehajte. Takole. Postelja je že postlana, pod rjuho pa podgana. Če jo brcneš, ko greš spat, te ugrizne v podplat. Ko od groze zakričiš, s krikom kačo prebudiš, ki prijazno kakor muca dol pod posteljo dremuca. Ni da Pika bi se bala ali bal, saj ni gad, je le udav. In ko v grozi kvišku švisne, skoraj že se k tebi stisne in tako tesno te objame, da vso sapo ti vzame. Ti zato na vrat na nos stečeš ven, na srečo bosa ali bos, saj med tem je za svoj dom en copat že izbral škorpion. Zdaj se pa začne najhuje, strah, da kdo te opazuje in da zdaj nate plane, ven iz sence nepoznane, volkodlak ali vampir, te požene v divji dir. Zdaj bojiš se čisto vsega, sam ali sama, si v noči polni zlega, le da večje ozreš rastlino, čim dlje proč od nje greš mimo, ker ne veš, kako izgleda tista, ki je meso jeda. Ko le prideš med ljudi,
Ti so grozni roparji, ki zalotiš jih pri tem, ko bogat delijo plen. Ker te gledajo krvavo, veš, da zdaj ti gre za glavo. Glasno krikneš na pomoč, zdaj pa spat in lahko noč. Taka malo hudobna tale pesem. Sledi ena čisto kratka, zdaj pa kdor je ali pa ni zaspan, takoj ne preklopi na tisti program, za katerega v časopisih ni sporeda in ga pod svojo kožo vsak sam gleda. Je tale pesem, ki ima naslov Pri moj duš spavanka. No, to sem že malo pozabil, in je ne znam. Drugače pa pesmi sem se naučil, svoje pesmi na pamet, jih nisem znal kar tako, že s tem, ko sem jih napisal, ampak sem jih znal na pamet, potem, ko sem se jih naučil, zato ker pač, ko nastopam po šolah, kadar ni korone, lahko, če znam pesmi na pamet, gledam občinstvo, pa vidim, če se dolgočasijo ali pa ne. Potem je tukaj le ena pesem, ki sem jo napisal pri 17 letih in je zelo čudna. Ni bila mišljena za otroke, ampak bi morala biti zanimiva tudi za otroke. Gre pa takole. Semafor. Semafor nek ražošče, na njom se pražogeja zelene aranžna rodočo. Ovte ma bole darvoje mamo, se astovljeja, potem pa spod dervajo ne praj. Semafor, semafor, semafor. No, takale je pesem, ki jo lahko nekdo pri 17 letih sestavi, in jaz sem jo tole pesem sestavil, ne vem, če ste razumeli, kaj več kot besedo semafor. No, sestavil sem jo pa takole, da smo se takrat v šoli učili, da je en francoski pesnik napisal eno pesem o tem, kako so samoglasniki kot barve. Samoglasniki so A, E, I, O, U in da so to kot barve. In sem si jaz rekel, če bi bili samoglasniki barve, potem ima semafor, kot semafor, kot predmet, ima 3 barve, semafor beseda ima pa 3 samoglasnike. In sem potem ves čas menjal EAO, 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 semafor. Napisal sem pa predtem en tak navaden stavek, semafor na križišču, na njem se prižigajo zelena, oranžna, rdeča, in potem je bilo iz tega semafor na križišču je nastalo semafor, nek ražošče in tako naprej. Na njom se pražogeja. Na njem se prižigajo in takale čudna pesem. Potem so tukaj notri še zgodbe o gospodu Filodendronu, enem takem čudaku, ampak jaz vam ne bom nobene povedal, ker tega ne znam, bi jih moral brati, pa zdajle pa prav ne bom bral, ampak bom pa vam pa povedal eno zelo ljubljansko pravljico o začaranem žabcu. Ne vem, zdaj vi, ki to gledate, ste mogoče tudi iz tistih koncev Slovenije, kjer nam Ljubljančanom pravijo, da smo žabarji. No? In zato, ker sem tudi jaz eden od žabarjev, vam bom zdaj povedal to žabarsko pravljico o enem žabcu, ki v resnici sploh ni bil žabec, ampak zdaj sem pa že malo, ne vem, kaj bomo naredili, pauzo ali kaj? Aha. Česa? Ja. Ok. Bom kar tlele malo naprej šel. No, vam bom povedal eno žabarsko pravljico o eni žabi, ki v resnici sploh ni bila žaba, ampak je bil žabec. Se pravi, žaba moškega spola. No, in ta žabec je živel, oziroma mislim, da še vedno živi v Ljubljani, tam, kjer imamo park, imamo en park, ki se mu reče Tivoli, in v tem parku imamo ribnik,
Ribnik se imenuje ribnik po ribah, ker v glavnem v ribniku živijo ribe, ampak kot manjšinsko prebivalstvo pa v tem ribniku živijo tudi žabe. No, in med temi žabami je bil tudi ta žabec, ki sem ga prej omenil. Žabcu je bilo ime Žan. No, k temu ribniku pa je včasih hodila ena gospa, ki je čuvala otroke. In je prišla k temu ribniku z otroki in jim je tam pripovedovala pravljice. No, in te pravljice so pa v ločju skrite poslušale tudi nekatere žabe, med njimi tudi že dvakrat omenjeni žabec Žan. No, in tako je nekoč ta žabec Žan slišal tudi pravljico o eni žabi, ki v resnici sploh ni bila žaba, ampak je bila v žabo začaran princ. In ko je žabec Žan slišal to pravljico o tej žabi, ki je bila v resnici v žabo začaran princ, mu je postalo naenkrat jasno, zakaj se počuti tako drugače od vseh drugih žab v njegovem ribniku. Seveda zato, ker tudi on brez dvoma v resnici sploh ni žaba, niti ne žabec, ampak je v resnici v žabo začaran princ. In odkar je bil v to prepričan, je nehal pospravljati alge za sabo, nehal je čistiti žabji mrest, nehal je peti v žabjem zboru, ampak je namesto tega od jutra do večera čepel na robu ribnika in čakal, kdaj bo prišla princeska, ki bo padla zlata krogla v vodo, on pa bo to zlato kroglo prinesel nazaj in ji jo izročil in princeska ga bo morala v zahvalo poljubiti. In tako je čakal in čakal, princeske pa kar ni in ni bilo. Vsake toliko časa se je za trening potopil na dno ribnika in tam pobral en tak kamen, ki se mu je zdel podobno težek in velik, kot bi morala biti tista zlata krogla, in potem ta kamen prinesel do vodne gladine, potem ga pa spustil, da je padel kamen spet na dno, sam pa je šel nazaj na breg in čakal in čakal in čakal, princeske pa še kar ni in ni bilo. Kaj je princ? A si še zmeraj žaba? So ga zafrkavale druge žabice. Mogoče je šla pa tvoja princeska k kakšnemu drugemu ribniku in te zdaj tam čaka in se joka, ker te ni, je rekla ena žabica. Kaj? Se je začudil žabec Žan. A obstaja še kakšen drug ribnik? On je bil namreč tako mlad, da je bil prepričan, da je sveta samo toliko, kolikor se ga vidi z roba njegovega ribnika. Seveda, je rekel stari žabon Blaž. Svet je neskončen in na njem obstaja nešteto ribnikov. Kako? Se je začudil žabec Žan. Se pravi, da je lahko moja princeska prišla k kateremu koli drugemu ribniku. O, to pa ne, je rekel stari žabon Blaž. Svet je urejen pravilno in če si ti res v žabo začaran princ, bo tvoja princeska prišla točno k tvojemu ribniku. Razen seveda, če ni mogoče tudi ona že začarana v žabo. A je to mogoče? Se je začudil žabec Žan. O, seveda, je rekel stari žabon Blaž. Kar malo pomisli na druge princeske v našem ribniku, če se ti ne zdi katera taka, da bi bila lahko začarana princeska. Sem rekel, kar malo pomisli na druge žabice, sem rekel na druge princeske. Sem rekel princeske, žabice sem rekel. Aha, kar malo pomisli na druge žabice v našem ribniku. Ne, ja, tako, no, zdaj sem se vas zmedel še enkrat. Kar malo pomisli na druge žabice v našem ribniku, če se ti ni zdi katera taka, da bi bila lahko začarana princeska, je rekel stari žabon Blaž. In žabec Žan je takoj pomislil na žabico Ženjo. Bila je točno taka kot tista princeska na zrnu graha, v kateri je tudi nekoč slišal pravljico. Tudi žabico Ženjo je motil vsak kamenček v blatu, v katerem je spala. In tudi sicer je bila žabica Ženja najbolj simpatična žabica v celem ribniku in sploh edina, s katero se je res dobro razumel.
Zato je šel takoj do nje in jo je vprašal, če je že kdaj pomislila, da bi bila lahko začarana princeska. Seveda, je rekla žabica Ženja, odkar si ti rekel, da si začaran princ, sem jaz vse bolj prepričana, da sem začarana princeska, ker se tudi jaz počutim tako drugače od vseh tistih drugih žab v našem ribniku. A misliš, da če bi se poljubila, bi se spremenila nazaj v princa in princesko? Je rekel Žan. Ne vem, je rekla Ženja, poskusva. In sta se poljubila najprej malo, pa potem malo bolj, pa potem še malo bolj, pa se ni čisto nič zgodilo. Najprej sta bila razočarana, potem pa je Ženja pomislila, da je to še zmeraj boljše, kot če bi se v princa spremenil Žan, ona pa bi ostala še naprej žaba. Malo zatem pa je tudi Žan pomislil, da je to še zmeraj boljše, kot pa če bi se v princesko spremenila Ženja, on pa bi ostal še naprej žabec. In sta potem živela in še zmeraj živita in bosta vse do konca svojih dni živela kot začarana princ in princeska. Ja, moral bi reči, in bosta kot začarana princ in princeska živela vse do konca svojih žabjih dni. Tako namreč tukaj piše. Tako da to si zapomnite tako, kot je prav. Ne? Ja, potem so pa uganke, ne? Zdaj pa ne vem, kako boste vi odgovarjali na uganke. Ker jaz vam ne bi tega zdaj povedal, ne? Če vam jaz povem recimo uganko, košaro ima, čeprav ne nakupuje, ampak kot oblak po nebu zno potuje. Zdaj, ali jo poznate, ali boste pa morali knjigo nekje najti, ne? Ali kupiti, ali v knjižnici. A vam povem. No, ta je bila, jaz sem pa že pozabil, kje je bila. Košaro ima, čeprav ne nakupuje, ampak kot oblak po nebu zno potuje, to je balon. No, potem je tista najtežja, ki bi bila, prav veliko vam jih ne bom povedal. Najtežja moja uganka je tale, manjša je, če dam kaj zraven, večja je, če kaj proč vzamem. Pa vam ne povem. Nekaj časa. Potem so tule čofle, to boste morali sami prebrati, veliko je vsega. Tako da ne vem, če bi kdo kaj vprašal, bi bilo veliko lažje. Ena čudna je. Rudar. Sploh nisem vedel, to sva skupaj izbirala z urednico, Ireno Matko Lukan, pa jaz ne vem, če bi si upal, da je bila že prej na začetku Gravžev dan, potem je pa še tale Rudar. Rudar gre pa takole gre, treba v profilu. Jaz sem rudar, v svoji glavni vrtini, z ročnim orodjem, vztrajno v tišini, vrtam in kopljem po malem vsak dan. Mama je rekla, da naj me bo sram, ampak jaz se ne dam, ker verjamem, da bo v moji glavni vrtini nekoč v globini vrtalnik moj našel zlato. Takole. Je bilo prepričljivo? Dobro. Tale pa še ena, to moram pa prebrati. To sem se pa tudi enkrat, se mi je zdelo, da je to pesem, oziroma to sploh ne vem, to ni pesem, to je že ena taka zgodba, ima naslov Resnično izmišljena zgodba. To morate pa pozorno poslušati, ker sem jo pozorno napisal. Ko se je zvečer zdanilo, sem svečano oblečen v staro strgano trenirko, počasi odhitel po ravni ovinkasti cesti v sosednjo sobo, kjer so v tišini že na ves glas prepevali ostali trije pevci dueta, katerega edini član sem bil jaz. Bil sem tako miren, da so se mi roke kar tresle.
Prvič v življenju sem namreč nastopil pred 1000-glavo množico, ki majhne sobe v 3. nadstropju naše pritlične hišice ni napolnila niti do polovice. Na programu sem imel stare ljudske žalostinke, ki sem jih napisal sam in so pripovedovale o veselih plateh življenja. Čeprav je bila zaradi prižganih luči v sobi popolna tema, sem brez težav prišel do stola sredi odra, ki je bil enkrat večji od sobe, v kateri je stal. Ker vedno nastopam stoje, sem se usedel in prijel kitaro, ki je prislonjena na stol ležala na tleh. Raztegnil sem njen meh in zatrobil v ustnik svojega žepnega klavirja, pesem o tem, kako zelo pomembno je, da vedno in povsod govorimo samo resnico. Takole, potem je pa tule še ena pesem spet. Zaljubljeni bobri, če vam še ni preveč, še to poslušajte, eno ljubezensko pesem, takole gre, o bobrih. Zaradi bobrovke Bojane, v katero sta se zaljubila, sta bober Bor in bober Brane med sabo besno bitko bila. Ko sta se z repi klofutala in za kocine se grabila, ter ostre si zobe kazala in prav nesramno si grozila, je bober Bobi grizel les in iz dreves napravil jez, da v jezeru, ki je nastalo, se je odlično plavati dalo in tudi bobrovka Bojana je v njem veselo čofotala in vpila: Bobi, ti si sila, jaz bi se s tabo poročila. In ker je Bobiju Bojana bila všeč, sta res se vzela, od besne bitke podivjana pa Bor in Brane sta blaznela in se še kar naprej lasala, da navsezadnje sred noči drug ob drugem sta zaspala, ker sta ostala brez moči. Ja, to je na pol ljubezenska pesem, samo 2 sta zaljubljena. Potem je ena Medvedek in kolo, to je ena zgodba o medvedku, ki najde kolo, potem je Prašiček in kozica v gledališču, to je ena taka zgodba o Prašičku in kozici, ki si že tako želita gledati predstavo, v kateri nastopata. Pa še ene par pravljic je o gospodu Šilčku tudi, jaz vam ne morem vsega tukaj le povedati in prebrati, pa o povodnem možu, takem čudnem povodnem možu, zelo pravzaprav prijaznem, ampak na koncu ga najdejo, pa hočejo narediti iz njega mestno znamenitost, tako da mu grozi, da bi vsak dan k njemu hodili turisti in ga gledali, tako kot živali v živalskem vrtu, no. Pa se vse srečno konča, seveda. Ja, še eno vam povem, pa po mojem, imate že kar dovolj tega, ne? Tole vam bom povedal. Parniki. Vi mislite, da so to ladje, pa niso v tej pesmi. Parniki so besede. Eni postanejo stvar, šele ko si najdejo par. Ko so brez para, so beda od bede, da zanje ni niti normalne besede. Eno očalo, tega ni, ker niti na nosu ne sedi. Ena hlača sedala ne skrije dovolj. Z eno hlačo je človek v resnici polgol.
Enako je ena sama klešča prijemanja povsem nevešča in ena sama uboga škarja se lahko samo pretvarja, da je vse v redu, vsaj v resnici, hlepi po drugi polovici. Klešča, škarja, hlača in očalo so sami po sebi veliko premalo in so življenjsko odvisni od para, vse ostalo se lahko, če je poparjeno, razpara. Ja, glejte. Ja, preveč je tega za en tak sam nastop, sploh v takihle čudnih časih, a ne. Ja, potem je še ena zgodba o Bobru Boru, ki je našel ženo, pa kekec je. Te zgodbe si pa nisem zmislil, jaz sem jo napisal na podlagi knjige Josipa Vandota. Josip Vandot je napisal tri zgodbe o kekcu, ne? Zgodbo o tem, kako kekec sreča bedanca, pa kako sreča pehto, in kot prvo zgodbo je pa napisal eno zgodbo, ki je verjetno še ne poznate, ali pa mnogi med vami je ne poznajo, ker po njej ni narejen noben film. To pa je zgodba o tem, kako kekec sreča divjega moža Prisanka. Namreč Kekčevo polsestro Jerico Kekčeva mama napodi od doma, ker jo obtoži, da se je zaradi nje kekec strgal hlače, in potem jo kekec to svojo polsestro Jerico spremlja, napodijo od doma, da gre služiti, da gre za služkinjo v eno drugo dolino. No, in kekec Jerico spremlja, pri tem pa se zgubita, in potem se celo tako zgubita, da vsak zaide po svoje, in Jerica pride do vile Škrlatice, kekec pa do divjega moža Prisanka. In divji mož Prisank kekcu naloži, da mora pasti njegove koze, in za vsako zgubljeno kozo mora kekec služiti še 1 leto dlje. Tako da na začetku zgleda, da bo kekec pri tem divjem možu Prisanku ostal tako dolgo, da ne bo nikoli mogel srečati ne bedanca, ne pehte, ampak kekec je zvit fantič in koze dobro čuva, tako dobro, da ga na koncu divji mož Prisank celo nagradi. Vila Škrlatica pa prav tako nagradi njegovo polsestro Jerico. Takole, ne? Upam, da vam nisem povedal ne preveč, ne premalo. Ja, jaz sem prišel do konca tele knjige. Zelo težka je za nositi pa držati, ne? Ampak upam, da je lažja za čitati. Hvala, ker ste poslušali in poslušale.